Nekako imam dva glavna razloga. Prvič, da zaščitim sebe, pred smotano boleznijo in zelo neprijetno bolniško. Pa seveda kot zdravstveni delavec nam se še posebej priporoča, ker smo stalno v stiku z najbolj fragilno populacijo, starejšimi, imunsko oslabelimi, bolnimi. Poleg tega tudi naše bolniške zelo krnijo delo v zimski sezoni gripe in v bistvu s tem, ko sebe cepim, skrbim tudi za bolnike. Absolutno. Mali otroci, moji starši, moja žena, ki je bila lani recimo ravno noseča v tej sezoni, je bila tudi cepljena, in mali otroci seveda, ki so v stiku s starimi starši, pri katerih lahko bolezen poteka huje, vsi smo v bistvu zelo hvaležni za tako vrsto zaščite. To je najbolj povedna statistika. Če pogledamo raziskave, je ocenjeno, da nekje 40 do 60% vseh hospitalizacij za gripo se lahko prepreči s cepljenjem in s cepljenjem se tveganje za sprejem v enoto intenzivne terapije zmanjša za 1/4. Tako da to so zelo prepričljive številke. Vsi vemo, kakšna gneča je tudi v naših bolnišnicah, v zimski sezoni. Na hodnikih so ljudje hospitalizirani. Vsi vemo, da ljudje v enoti intenzivne terapije umirajo. Ko vidiš te številke, se mi zdi, sploh če primerjaš z nekim strahom pred neželenimi učinki, ki so seveda prisotni, blagi in zelo, zelo redki, je odgovor zelo jasen in prepričljiv. Ja, nekako dva argumenta sta vedno. Prvič je, saj bolezen ni huda, drugi argument je pa, ne vem, sosed se je cepil in je ravno tisto sezono zbolel ali pa kaj podobnega. Tu je nevarnost tega, da ljudje živimo v malih socialnih krogih, nekdo se recimo še nikoli ni cepil in nikoli ni zbolel, misli, da to je zato, ker je nekako neke vrste imun, drugi misli, da hudo zboleti ne more. Lahko pa rečem, da čisto vsak, ki je zaradi gripe pristal na ventilatorju in potem preživel, je na koncu rekel, ko bi se vsaj cepil. Intenzivna enota ni samo not in ven kot zdrav človek. Ob tem ležanju v intenzivni enoti izgubiš mišično maso, oslabel postaneš, dobiš še kakšno bolnišnično okužbo, pljuča so lahko trajno poškodovana. To je huda, huda, huda bolezen, lahko tudi potencialno smrtna, ki jo lahko preprečimo na v bistvu preprost način. To mi je zelo žal in tu seveda je treba biti iskren in povedati, da s prsti ne smemo kazati zdravstveni delavci, ker tudi precepljenost pri zdravstvenih delavcih v Sloveniji je bila do zdaj žal slaba in mnogo slabša od skandinavskih in severnih držav in tudi tu moramo narediti korak naprej. Če mi in naši sodelavci ne bodo nekako verjeli, da je to najboljši način zaščite, seveda tega ne bomo mogli predati tega znanja tudi našim bolnikom. Vsako leto sicer se opaža morda nek blag trend na bolje in upam, da kmalu pridemo na neko kolektivno zaščito.